prvo prijateljsko tekmo začutim, tam igram proti Michaelu Jordanu. A Michael Jordan si glih vračal iz bejzbola, je mu številko 45, če kako Michael 45, to ni on, jaz imam 23, ko na steni že celo življenje. Se pravi, tam se kar malo lebdel, toliko stavili se mi na hitro, se pravi, iz mulčka v Kranju preko Olimpije, Final Four reprezentant do Michaela Jordana v parih letih, tako da sem se kar malo ščipal, je to sploh res, a ni res. Oba imamo neko skupno točko. Jaz sem bil kapetan nogometne Olimpije, ti si bil kapetan košarkarske Olimpije. Leta 97, verjetno za vsakega navijača Olimpije, zelo posebno leto. Final Four, Rim, vemo, ti razbiješ tisto tablo, vsi čakamo, se bo zrušila, nismo vedela, je ura dvojna tabla, ali ni. Zmeraj te pa je žal, da enega takole zategneš pismo, ampak tako, kot si rekel, ko si na igrišču, je puls na 180, čist drugače funkcioniraš. Z naše strani, se pravi Luka, pa Anže, pa jaz, mi smo še od 9 zvečer trenirali in on se je po poškodbi zelo dobro pripravljal in se je ravno vračal na igrišča. Mi res nismo vedeli, ampak toliko veliki posli, da tisti, ko so, da rečejo, da ne vejo, to je meni, to je tako, no, to je meni, jaz tem zgodbi sem ne verjamem. Čez 5-6 let je rekla meni, tati ti pa nikoli ni šel. Ti si bil pa skozi tam za mene. Evo, zdaj mi gre kurja pot, pa bolj mi gre zdaj na jok, recimo, kot vse stvari, ki jih je ona, recimo, usvojila. Se pravi, skozi šport smo se mi toliko povezali, da mi to več mi dal, kot vse to, recimo, neke bolane ambicije. Evo, gre. A mene basa, pismo, kje pa z tega z naftalina potegnil pismo. Ne me basa. Tole pa pismo. To pismo, to si pa dan naredil s tem, ali? Evo, to sem si zmerno želel narediti, kot v Hollywoodu, ko so na začetku filma, 45 minut, z Nejcem Vidmarjem, Marko Milič, kličejo me Milko, basketaš. Da prije do njemu, zdaj pa velika napaka Volaš in sjajna obramba Nejca Vidmarja. Marko Milič, živijo, dobrodošel v studiu, res dolg časa so se lovila, že kakšno leto nazaj. Bil si moj idol mojih vrstnikov v 90-ih, konc 90-ih, začetek 2000. Res športnik, ki je veljal za nekaj več, nek magnet za navijače. Spomnimo se tistega zabijanja čez avto, razbite table v Rimu, prvi NBA-ovc iz Slovenije, res zgodba, ki bi lahko kar našteval. Res sem izjemno vesel, da si se odzval mojemu vabilu in dobrodošel v studiu. Hvala za vabil, hvala za tak uvod. Mi zelo laskav, bom dal poj za pijačo, smo tako nahvalil. Drugače pa toliko časa smo se lovila, ker pač, bom rekel, dinamika moje službe je taka, ko sem bil pač v Dallasu pomočnik trenerja in ko sem z Lukom delal, pač nisem bil v Sloveniji, ampak takoj, ko sem prišel domov, sem se z največjim veseljem odzval. Gledam tvojo oddajo, zelo sem vesel, da športnike znaš tudi iz druge plati malo predstaviti, da znaš tudi, bom rekel, emocije pa neke osebne stvari iz njih izvleči in sem prav vesel, da sem tukaj. Ja, in če greva na začetek, pričakal sem te s tem avtomobilom, ko sem sestavljal plan za to oddajo, sem rekel, okej, Marko Milič je enako, ta Honda, zelena Honda, moram jo najti in uspelo mi je, najdeli smo jo podobno tako, kot si jo preskočil in kakšni spomini ti pridejo na plan, ko si videl to zeleno Honda? Spomini nori, najbolj bom rekel čisti tisti košarkarski začetki, nisem ti Honde videl že na 15 let, so mi šli Marolinci, ko sem jo videl, tudi lahko sem se zapeljal malo in
glede na to, da je toliko časa menil, pa da je na vsake toliko časa še toliko aktualna stvar, je to v meni neverjeten, ampak takrat so bili te tekme All Star zelo gledane, cela Slovenija nekako prišla gledati najboljše igralce in to smo v Tivoliju, v Tivoliju je bil ta dogodek in vsak let smo nekaj pripravljali, takrat je bil tekmovanje v zabijanju bil nek vrhunc in prvo leto sem preskočil enega, dva otroka, to je na dosti dober Test. Ja, dosti dober test. Spomnim pa prijatelj rekel, lej, sem ti zrihtal avto, boš vozil sponzorsko. Sem rekel, hudo, jaz pa s Kranja sem se skozi avtobusom vozil, pa z biciklom, kakšen avto sponzorski. Sam preskoč ga klele, pa to dobra reklama pa v tvoj. Sem rekel, pismo, ne vem, če ga lahko. In smo tam zrihtali, to je ratal šov in je pa zanimivo, da danes v poplavi teh TikTokov pa teh informacij, da taka stvar izpred 28 let je, da recimo še na vsake toliko časa se jo kdo spomne. Meni zelo drag spomin, bom rekel, in sem vesel, da je ostalo tako. Ja, in tisti All Stars, ki si rekel, je bil res poseben. Tudi konkurent tvoj je bil Boris Gorenc, ki je tudi visok skakal. Najprej si preskočil še motor, potem to Honda, pa se spomnim tisto žogo nabil pod strop, verjeten, če ima kdo kje suvenir, naj se mi jav, ker ta verjeten tudi kar velik koštam, rekel je, kar je dober. Hec je to, da je to žogo, takrat, ki je bil malo mlajši, ujel kasneje še moj svoj igralec, to ne vem, če kdo ve, Nagbar. A resno? On tudi kasneje postal legenda košarkarska, ampak tako da Tivoli je bil majhen, vsi bi rekel, dosti poznani obrazi, ampak je bil zato toliko osebna zgodba, da ne glede na to, kjer sem po kakšnih arenah sem igral, mi je najbolj pri srcu ostal, ne samo All Star, tudi Tivoli, kot bi rekel, nek športen hram, ki je bilo res čutiti tisto energijo. Mi mulci smo praktično igrali iznad svojih, bom rekel, zmožnosti zaradi tega, ker nas je ta energija in Tivoli in mogoče takrat glih tudi v 90-ih nove države, ta pozitiven val nas je nosil in tisti rezultati so bili res mogoče tudi zaradi tega še toliko boljši, smo presegali neko svojo realno kvaliteto. Ja, in če se vrnemo nazaj, še v tvoje otroštvo, prihajaš iz Kranja, na spletu sem našel en posnetek in to je še, ko si svojim kolegom skakal. Kje si tole najdel? Tole je kje, ne? V Kranju. To je že toliko nazaj, da sem mislil, da bo črno-bele barve. To je bil v Kranju na stadionu, na naše igrišče, jaz pa moj prijatelj Dejan Bucal, on je bil tudi dežuran frizer za celo okolico, takrat smo, leti smo že. In tole piše, da si bil star 14 let, sta bila stara, leta 91, ko piše na tem posnetku. Nisi bil še, mislim, da je bilo pisali 185 cm in si že takole skakal, kako, mislim, noro. Ja, odriv sem kar dober, verjetno malo tudi genetsko po staršah, sta bila vrhunska atleta in tukaj zdaj na Bucelam in ostalim prijateljem smo praktično, včasih ni bilo poplave teh, rekel NCAA, NBA informacij, ampak smo enkrat na teden čakali na koprski televiziji, bilo na Koper Kapodistri, so bile tiste akcije in ko smo mi videli, kako so oni postriženi, on nas je postrigel na Sean Kempa, na Michaela Jordana in potem smo te stvari sprobavali in to so res tisti, bom rekel, res lepi spomini te iz Kranja, pa ta prehod kasneje v Ljubljano, tudi najbolj me kot, bom rekel, iz mulčka v neko formirano osebnost so me zaznamovali, čeprav sem kasneje po vrhunskih klubih igral, zmagoval, izgubljal kakšna velika prvenstva, se najbolj, bom rekel, toplo spominjam teh kranjsko-ljubljanskih igrišč ali pa Tivolija, recimo. In ko si rekel, ko si prišel v Ljubljano, takrat vemo, Zmago Sagadin je vodil to Olimpijo, jo pripeljal zelo daleč, lepi uspehi so bili takrat. Kakšni so bili treningi, vemo, da je bilo to garanje, zaprli ste se v dvorano in ponovadi je bila Olimpija glih takrat je presenečala, oziroma na začetku sezone, ko so se druge ekipe še nekako sestavljene na tem valu, nekako gradila celotno sezono in tle je bila prednost, niste imeli takega budžeta, da bi lahko konkurirali po tej plati, ampak lahko ste pa bili bolj pripravljeni in tukaj mislim, da je bil Zmago
ti Miloš, boš verjetno najboljš povedal, najboljši. Zmaga je bil za mene tukaj najboljši, ne samo zato, ker sem pod njemu naredil ta preskok v formiranega igralca, ampak je bil že toliko pameten, da je videl, če imamo pač mulčke, še moramo ratati igralci, da moramo več trenirati, ne moramo trenirati isto kot zvezdniki. Mi smo praktično cela poletje trenirali, ampak nikoli nam ni bilo težko, nam je bil to pač dneven ritem, si prišel zjutraj 2-3 ure v Tivoli, čez dan si se preganjal okrog, ampak mi smo 2 meseca recimo že več trenirali kot druge ekipe, ker so imele, bom rekel, že priznane zvezdnike, ne. Če bi mi isto trenirali kot oni, tako kot da bi prišel z golfom na štartom, pa s Ferrarijem, pa da gre zdaj mi dva tekmovati. Mi smo pa na začetku ta val euforije zajeli, kar je zajel tudi publiko. Včasih je bilo publiko dol, je bil še Hot Horse, tam so prodajali burgerje, pa rečemo do Celovške, so bile vrste, so se vile, so prepoznale ne samo tako kvaliteto, ampak bom rekel tisto neko najsnašo, ki nismo bili daleč od tega, da bi bili najboljši. Jaz sem skakal čez avtomobile, roko sem upal leseno, ne veš, če sem tenisač, mi če na backend, forehand, ampak smo to delali, pa tako smo skupaj držali, pa borili smo se pa tako srčno, da je dvorana to začutila, ne? In takrat je to, dvorana se je kar tresla in to je bila tudi naša prednost. Več smo trenirali, Zmago nas je dobro vodil, po eni strani je bil v očeh nekaterih bi bil za današnje čase diktator, po drugi strani nas je pa očetovsko toliko ščitil, da ta kombinacija se me šele kasneje znal ceniti, ker nas je dostikrat pripeljal do limita. Kakšen tudi ni zdržal, tudi malo čez, ampak tisti, ki smo zdržali, smo dobili nek gabarit trga dela, discipline in kaj pomeni biti, bom rekel, ne samo vrhunski košarkaš, ampak človek, pa vrhunski športnik in tudi kasneje v karieri, ko sem imel kakšne probleme, kjerkoli v tujini, to ni zmeraj z rožcem poslan, me je to zmeraj spremljalo, da me je vrnil na pravo pot. Pa tudi, ko sem rabil ali pa ko sem začutil, da imam domotožje, sem se vračal recimo iz Reala, iz NBA nazaj v Olimpijo igrati. Olimpija ni bila nek klub odpadnikom, ampak je bil klub, smo s ponosom se vsi vračali in smo vsi tudi vedeli, da lahko igramo najboljšo evropsko košarko, to je bilo 10-15 let Euroliga in smo se tudi recimo odhajali. Recimo eno leto sem jaz odšel recimo v Reala, Šaruna Seskevič se pa šel v Barcelono, čez 6 mesecev so bila pa najboljša parada, so se pa srečala, smo se pa tam v španskem prvenstvu udarali, ne, se pravi, polna dvorana, dober del, ne smem pa pozabiti, tam so bili pa Green Dragonsi na eni strani, so pa dali tak, to je danes tudi največji minus, glede, recimo, dvorana je lepa, ekipa se je tudi po vseh teh letih končno solidno naredila, nima pa tiste duše. Ja, tisti Tivoli je bil res, spomnim se še kot majhen otrok, ko sem zahajal not, Tivoli je bil res poseben čar, res kot enostavno stisnen si bil na tisto igrišče in vse gostujoče ekipe so verjetno občutile to. Povej mi, ko sva bili že pri tem, kako je bilo, oba imava neko skupno točko. Jaz sem bil kapetan nogometne Olimpije, ti si bil kapetan košarkarske Olimpije. Povej, kakšen občutek je to, kakšna odgovornost, kakšna čast je, kako si rekel, matičen klub oziroma klub, ki te naredi in za katerega navijaš od malega in potem imaš čast biti kapetan. Ja, to je bilo meni noro. Od vseh stvari v karieri, so to pogodbe, so to zmage, porazi v teh prvenstvih, mi je to, da sem bil pač kapetan Olimpije, pa da sem bil kapetan slovenske reprezentance, čeprav sem bil tudi v tujini kapetan drugih ekipov. Te stvari so mi največ pomenile, mogoče ta še največ, recimo, da sem bil kapetan tukaj in Olimpije in reprezentance. To se je tako hitro odvijalo, vse skupaj v moji glavi, se spomnim, včasih smo s Kranja prihajali, pa smo na stranska okna gledali, smo gledali Duleta Hautmana, Horvata, vse te legende, pa kar naenkrat igraš ti z njimi, recimo, in to je res tisto, ki ti ostane. Vse večinoma, recimo, ki se nazaj spominjam, bolj kot neke statistike, neke zmage ali pa porazi so mi podobne taki spomini še danes bolj zacahna, recimo, ko gledam nazaj, ne. In to mi je res veliko pomenilo, ker smo tudi čutili to pozitivno energijo, ki nas je nosila. To bi lahko anekdote govoril, to je bilo povezano od kelnerja Borota za šankam do električarja, ki je imel nadimek Faza, ki je sedel za mizo, do predsednika Almermala ali Kučana. To je bilo vse povezano, vsi smo se po imenah klicali in vsak je točno vedel, ko si prišel na rampo, če nisi rekel trava je zelena, si mogel 10 minut pred Dušanka ni dvignila. Ko si prišel mimo šanka, Boro je že čakal, električarja smo hecali, ker je skozi zapisničarsko mizo sedel in on je bil res majster, pokojni Faza je bil res majster
elektrike smo ga hecali, kadar mi dobro igramo, takrat ti moraš biti malo več elektrike noter, da gre sekunde, pa rezultat malo hitrejši, kadar pa počas, pa malo bolj počasno elektrike spusti. Ampak vsak je nekaj svojo vlogo, imel svojo pripadnost. Predsednik je, recimo, ko sem Milan Kučan mi je napisal tako pismo lastnoročno, ne nek štempel, bom rekel, brezoseben, ko sem končal kariero na vse te naše dneve na Olimpiji, da je bilo res tako, bom rekel, povezan vse skupaj, ne, po treningu. Nismo hodili v neke fancy lokale, ampak smo pri hokejski dvorani s hokejisti, pa s čistilko Sadiko smo pili žezvice kavo. Vse je bilo povezano, vsi smo nekako živeli pa ne samo za košarko, to je bilo tudi hokejisti so bili zraven, nogometaši, tako da smo imeli eno tako, bom rekel, to je bila naša prednost, bom rekel, ta povezanost, pa iz tega pa je tudi izhajala ta, bom rekel, nesebičnost, da ni bilo samo, kaj bom jaz imel v tej zgodbi, ampak kako lahko tebi pomagam najprej. In to se nam je nekako leta vračali in mogoče so še zaradi tega taki spomini. Ja, in rekel si, vračali se leta 97, verjetno za vsakega navijača Olimpije, zelo posebno leto. Final Four, Rim, vemo, ti razbiješ tisto tablo, vsi čakamo, se bo zrušila, nismo vedeli, je ura dvojna tabla, ali ni se zrušila, ampak ja, za Mik je bil kar dolg takrat prekinitev, ampak ok, tisti tekmi za 3. mesto nam je uspelo in verjetno en izmed največjih uspehov nasploh slovenskega športa in sploh klubskega in res izjemno. Hvala za te spomine, no? Kako se spomniš teh momentov? Tudi meni so najlepši spomini. Po mojem je to prvič, ki se mi zdaj spomnil, prvič, da mi tabla ni padla na glavo, ker vse ostalo sem porezan, po glavi mi je enkrat padla, da imam praktično strelo noter, da ta mala hčerka mi je rekla, tati, ti imaš pa kle kot Harry Potter, ampak da mi tabla preletela na glavo. Kle je bilo prvič narejen, da tabla ni dol padla, ko sem se obesil, ampak to je bilo romanje takrat, nam rekel Ljubljančanov, Slovencev, mi smo bili slovenski klub, tudi v Rim, kada grejo k papežu pismo, to je bilo tam gor. Oni so se izenačili z takimi, bom rekel, ponavijeni, s takimi giganti, kot so recimo nori Olimpijakosevi pa iz Barcelone navijači, tako da kar enkrat smo se mi postavili v bok in to ne samo košarkarski, to nam je bil tisti prav ponos in prav lepi spomin, ja, tisto leto, pa tudi kako smo do kje prišli, ko smo čez Milano, pa čez tukaj Cibono, ko smo premagali, to v tistih časih, to so, se spomnimo, glih ta fizioterapeut je z dvema kočkama, ko smo v zadnji sekundi premagali Barcelono, je tekel v garderobo, mi vsi brisače na glavo, on pa pač ni dal brisače na glavo, je mu od 4 kovancov, je mu tukaj, recimo, ko so kovanci leteli, ko so je mu tukaj znake na glavi, tako da res je bilo lepi spomini in res še enkrat hvala za vse te lepe spomine, potem pa te kot vsakega mladega fanta, ki sanja o tem, imel si čast, prvi Slovenec je bil, da si odšel dejansko v NBA ligo in zaigral tam, ok, zgodba vemo, tam takrat so bili drugi časi, kot so sedaj, ampak ti si na nek način utrl pot vsem kasnejšim generacijam igralcem. Kako se spomniš tistih časov iz lige NBA? V tistih časih je bilo to, bom rekel, bolj ameriška liga. Praktično nas je bilo, pred mano so bili boljši igralci kot jaz, pa so imeli še večje probleme kot jaz, pa jih je bilo samo za en ščepec, rečemo Dražan Petrović, mogoče Sabonis, pa ti so bili velike legende, pa so par let se mogli recimo prebijati. Ko sem bil jaz tam, ne vem, če nas je bilo med 5 pa 10, nas je bilo izven Američanov. Zdaj to ratala globalna zgodba. Tudi vsi MVP pa najboljši igralci, pa ne samo Luka pa Jokić so praktično iz drugih koncev. Pa tudi ne vem, če po številu ni zdaj slučajno več, ali smo poklenik na polovici, recimo, to je res ratala globalna zgodba. Takrat meni je bilo to sanjsko, ko so oni mene klicali, Zmago prav, ostan še malo, razvij se, sem rekel pismo, le kliče me, kot da te kliče, ne vem, da te kliče, da už Jack Nicholson nam igral tam v Hollywoodu in pa rekel, nekaj še malo v Kranj smo gledališču, še par let počakal. Jaz sem sam letel, jaz sploh nisem razmišljal to realno, meni je bilo to izpolnitev nekih tistih sanj, sploh nisem vedel, da so možne. Ne? In ko sem kaj prišel, tukaj sem bil malo navajen v reprezentancah po Olimpiji, da je bil šport pošten do tebe. Vsi štartamo z iste črte, ne glede na to, je to, tako kot recimo Dulek je legenda Olimpija, je bil Horvat, ki je prej dal 10 trojk v finalu, Uleba sem bil jaz ali Tušek, kdorkoli, vsi štartamo, ti si bo bolj treniral, ti si bo bolj zaslužil, ti si bo izboril svojo pozicijo. Jaz sem se prvič srečal nekako v Ameriki s športnimi krivicami, ne.
bila sva Rookie, jaz pa Anthony Parker, ki je kasneje latom legenda Macabija. In že na prvem treningu je rekel, jaz ne maram Rookie, je rekel, legenda trenerska Larry Brown. Zakaj sem ne povedal, sem si mislil. Ne? In tudi stvari, ko so naj učili, so bile, bom rekel, košarkarsko osnovnošolske, ker oni so pač mislili, da mi tukaj v Sloveniji malo, da se žogamo, ne pa da igramo resno košarko in to je bilo včasih zelo težko požreti. Za tiste ni bilo še toliko dominantnih evropskih igralcev, kot so zdaj, rekel Luka, Jokić, Antetokounmpo pa vsi teli, tako da po eni strani razumem, to če karikiram, kot da bi pripeljal enega iz Afrike, kjer je na planico, pa imaš tam legendarno družino Prevc, pa ima lahko tiste iste, bom rekel, fizične predispozicije kot Pero, pa bo zraven stal, nimajo take tradicije, tako da mi takrat nismo imeli, so mi tudi tako obravnavali in to mi zelo težko padlo. Kadar sem dobil šanso, sem jo probal izkoristiti. Da se navežem na Hondo, prej sem rekel, saj skozi ta tekmovanje v zabijanju se bom nekako zafirmiral, da se bom malo pokazal. Sem že mu dogovoren, da bi Ferrarija preskočil, sem rekel, ajde, da malo upgradamo. In dvakrat v celi zgodovini NBA, ki ni bilo tekmovanje v zabijanju, je bilo glih tisto leto, ko sem bil jaz, tiste 2 leti, ko sem bil jaz v Filadelfiji pa v Phoenixu, tako da, ker v današnjih časih vidimo, recimo, da če ti malo zablestiš, pa si nekaj mi narediš, imajo pa malo več potrpljenja, tudi malo bolj drugače gleda. Ja, tudi malo drugače gleda, tako da glih takrat so vedeli neko tekmovanje v driblingu, pa podajah, pa neki mešani pari, tako da ampak zdaj, ko gledam, še enkrat bistvo naredil, zmeraj sem se odločil, kot mi takrat recimo srce kazalo v tistem momentu, zdaj lahko za nazaj gledati, če bi kle ostal, bi bilo mogoče tako, mogoče bi se tudi kaj poškodoval, pa nikoli ne bi imel šanse tega začutiti, kot samo prvo prijateljsko tekmo začutim, tam igram proti Michaelu Jordanu. A Michael Jordan si glih vračal iz bejzbola, je mu številko 45, če kako Michael 45, to ni on, jaz imam 23, ko na steni že celo življenje. Se pravi, tam se kar malo lebdel, toliko stvari se mi na hitro, se pravi, iz mulčka v Kranji preko Olimpije, Final Four reprezentant do Michaela Jordana v parih letih, tako da sem se kar malo ščipal, je to sploh res, a ni res, ampak zdaj so lepi spomini in mi je bilo zanimivo tudi zdaj se vračati po vseh teh letih nazaj, sicer v drugi vlogi, ampak po 20 letih se je to čist spremenilo. Tako da. Ja, po nekaj letih v NBA-ju si se vrnil v Evropo, k velikemu Realu in še drugi klubi, pa tudi recimo v Italiji si dosti časa preživel. Ampak ja, vedno znova je ena stalnica, tako ki si že prej rekel, Olimpija, večkrat si se vrnil v Olimpijo. Jaz se spomnim, in da ti bom pokazal še en posnetek, jaz se spomnim proti CSKA-ju. Se spomniš tele tekme? No, spomnim se, klele, ja, Goran Dragić na playmakerja, klele, legendarni Hukić, ja, pa mene Smulić, ker je v ledeni dvorani, evo. V ledeni dvorani, na tej tekmi sem bil med navijači. A res je bil med, pismo, to so pa eni lepših spominov, klele, evropske prvake v ledeni dvorani premagati, klele se res, klele dvorana res živela. Klele je bil še štos, ker mi smo že proslavljali in je en mladinc, Jan Močnik Lumpi na igrišče že vtekel, se pravi, v 2 sekunde do konca nas je bilo v resnico 6 igralcev na igrišču, pa on kar počepno, da se ga ni videl, mi se že objememo, pa čez cel igrišče v prvi brod zadane, tokle manjkalo, da ni zadeva, se pravi, glih mogoče to daje tok čar, ker je vse zelo na meji med euforijo pa med tem šokom in zato je bilo... Spomnim se te tekme in ravno to, kar si rekel, ta met, potem, ko smo že vsi slavili in potem se šele doma, ko sem pogledal tekmo za nazaj, sem rekel, si vrgel do zadaj, pa... Nismo bili zato, da bi pač klasična Olimpija bi izgubila tekmo po taki akciji in ja, res hvala Bogu. To je bila res euforija. Pa tisto leto smo igrali še celo v ledeni dvorani, ni klasična košarkarska, pa je bilo tako, ne. Ni sicer isto, kot je bila tista, ampak vseeno je pa približek. Še vseeno je bilo ti začetek sezone, se spomnim, da je bil zelo dober, polje pač ni šlo vseeno, pač razlike med temi, kakor se spomnim, klubi so vedno večje in zdaj vidimo, Euroliga je praktično zaprt produkt, oziroma je težko zraven prideti. Spomnim se tudi na ta incident, ki si ga imel na Poljskem, ki je bilo okej, verjetno nisi toliko ponosen na to, ampak vseeno, povej malo iz tega vidika me zanima, ker vem, da čustva, mi smo športniki, smo čustvena bitja oziroma ljudje in ko si na igrišču,
je 180 pulza in potem, ko dobiš enkrat komolc, pa ljudje ne razumejo, da pač odreagiraš tako, kot reagiraš. Verjetno, če bi bil pa nekje v nekem lokalu ali pa to, verjetno bi se podobno razpletel, ampak tukaj si na odru. Kako gledaš zdaj nazaj na to zadevo, ko se je zgodilo takrat na Poljskem? Zmeraj te pa je žal, da enega takole zategneš pismo, ampak tako, kot si rekel, ko si na igrišču, je puls na 180, čist drugače funkcioniraš. Sicer probaš zadržati zmeraj mirno glavo, ampak včasih eksplodiraš, če se kakšna krivica zgodi s strani sodnika, v tem primeru se ni. Je pa tudi dostikrat, recimo, razlika je to, če športnik igra čvrsto ali pa če igra umazano. Če igram čvrsto, igramo topi kontakti, pa če mi slučajno gdje roka zdrsne, da te udaramo v vrat ali pa obraz, imamo zmeraj vsi to, da si damo petko ali pa da klepa po 3-4 udarcah. Bom rekel, tudi nekaznovanje, ki je sodnik stavil pa 1 meter, ko je komolcem zamahnil, na srečo mi sam malo plazil po nosu, ampak če bi me centimeter bolj kaj bi me odprl, ampak to je bilo, bom rekel, če se naveže, brej si rekel, isto, ko bi bilo v baru. To je tako, da bi prej bilo to že par takih udarcev, da naredim malo nižji dol, pa malo v vrat, pa nisem nič reagiral, ampak tako, da bi ti za šankom sedel s kapco, pa bez ko sprašul, kje imaš kapco? Dobra kapca, dobra kapca, pa četrto obrnil, dosti je že dobra kapca. Tako je isto, to je vsaj tista pika na i na koncu. Ne bi smel tako eksplodirati, ampak lej, smo ljudje, to nas je, glede nas to stane, ampak zmeraj pa bom rekel, zaradi te neke borbenosti pa srčnosti pa v večini primerov smo pač taki, smo tudi kakšno neumnost zdaj naredimo. Ja, ampak vseeno, ljudje smo te imeli radi, bil si res, kot sem že na začetku rekel, nek magnet in res smo radi gledali tvoje predstave. Spomnim, dotaknemo se še reprezentance. Reprezentanca je takrat rasla, nastali so zametki potem tega, kar je sedaj, potem so uspehi prišli, konec konca tudi evropski prvaki, smo postali, mala Slovenija postala evropski prvak. Vi ste imeli takrat generacijo, ki je na papirju bila izjemna generacija, obetala, sicer se je postavljala šele na noge, ampak vseeno kvaliteta je bila, prišli smo do svetovnega prvenstva, ampak tistega preskoka, mogoče do medalje, pa malce manjkalo. Kako se zdaj spomniš teh časov? Kvaliteta je bila, izkušenj mogoče nismo imeli, dostikrat smo bili zelo blizu. Tudi prvič smo se takrat začeli na svetovna prvenstva uvrščati. Mi smo si to želeli, kar se je kasneje generaciji za mojo, kar je bila neka, bom rekel, katarza, ne samo njih, ampak vseh nas, ki smo bili prej, smo bili toliko navdušeni, da se je ta zgodba po vseh teh letih tako končala s tem pač evropskim naslovom. Mi smo dali isto vse od sebe, včasih nismo bili dosti izkušeni, včasih poimensko smo sicer bili kvalitetni, mogoče še bolj kasneje kot ta generacija, recimo, ko je zmagala, recimo, ampak bili smo blizu, ampak manjkala nam je tista pika, ne zdaj lahko analiziramo, a ni bilo dosti dobrih igralcev, a so bili trenerji dorasli temu, a je bilo, ampak po drugi strani smo vsak let naredili en korak naprej, na koncu smo se že na svetovna prvenstva uvrščali, smo bili že med 5 v Evropi, ampak zmanjkala je pa tista pika, nismo šli pa tako hitro, kot smo si želeli, da bi naša generacija usvajala pač medalje na evropskih ali pa svetovnih prvenstvih. Bili smo tik pod vrhom, v nekem momentu smo imeli 6-7, recimo država 2 milijona ljudi, smo imeli 6-7 NBA igralcev. To je nor podatek za vele sile, recimo, ne govorim samo košarkarske vele sile po številu prebivalcev, tako da verjetno moraš svoj davek plačati, preden prideš na vrh. Tudi ko nismo zmagali, smo bili pa zmeraj najbolj ponosni še zdaj. Glih zafrkavali so se z doktorjem, ki so že v reprezentancah od mlajših kategorij, da smo praktično že 33 poleti. To je moja 33. sezona v reprezentanci in še zdaj sem tisto vesel, ponosen, pa nismo bili zmeraj najpametnejši, ampak najboljši, ampak zmeraj nam je to res veliko pomenilo. Dali smo pa zmeraj vse od sebe, tako da smo bili zmeraj mirni. Lepo. Zdaj, če se vrneva na konc, oziroma proti konc kariere, igral si pri koncu tudi na Olimpiji, potem odšel, pustimo kako si odšel oziroma na kakšen način, ni bilo najlepš, ampak vseeno nekdo je poleg igrišča v tej ekipi že vas kot spužva opazoval, veš, o kom govorim, en majhen deček, s katerim si potem vemo, kaj se je zgodilo, ampak daj se nam malo razloži to zgodbo, kako je bilo en majhen Luka, kako je vas je opazoval z velikimi očmi in se učil vsakega vašega koraka, ki ga zdaj pač
ko zmaguje v NBA-ju na evropskih svetovnih prvenstvih, ki povem, ima te zgodbe. Ja, on je bil okrog igrišča, zato prvič, ker je treniral, pa ker je bil tukaj na Olimpiji, ampak najbolj zaradi tega, ker je bil njegov oče tudi odličen, zelo pameten igralec in ga je praktično imel čisto s sabo. In on je bil ali metal na koš ali brisal tla in je že takrat upijal, bom rekel, vse, kar je na igrišču, kar je v garderobi, vse dobre, vse slabe fore in se tudi skozi njegovo igro vidi v športnem žargonu, bi rekel, da je podmazan z vsem žalbom, za vsako stvar ima, bom rekel, športno ali pa taktično rešitev, plus malo tega hudomušnega nasmeška, tako da se še vsi z njemu še čist poistovetijo, ampak že takrat je bil praktičen, že takrat je bil skozi z nama. Tako da prav zanimivo in ti življenjski in ti, bom rekel, športni krogi. Najprej je on praktičen za svojega očeta, pa mi smo bili kasneje tam, kasneje tudi par let kasneje tudi Goran Dragić, recimo podoben začenal. Najprej ona dva recimo sta za nas navijala, pa sta nam rekel nosila vode, ker nista, ampak kasneje, ko smo mi konc kariere, sta se ona dvignila do takih višav, da smo mi za njih navijali. Na koncu sem mu tudi privilegij, da sem bil par let skupaj z Anžetom Mačkom, Budala so pač njegov trener in da sem iz prve vrste lahko ne samo delal, ampak užival v teh njegovih vragolijah, ki v današnjem času, bom rekel, v profesionalnem športu težko vidiš kakšnega, da res s takim nasmeškom, s takim veseljem, s tako kreativnostjo, brez pritiska premika meje, ki misliš, da so nemogoče in sem res vesel, da še ta zgodba, recimo. Ja, leta 2015 potem zaključiš kariero, torej 10 let je že od tega. Kako si sprejel ta konec, prehod na novo življenjsko poglavje? To je največji šok za vse športnike. Praktično prej imaš ritem čisto organiziran, vse se dogaja okrog tvoje košarke, tvojega ritma, nekako si v nekem vakuumu, da ne skrbiš toliko veliko za ostale skrbi. Jaz sem srečal, da sva žena, ki sva skupaj že 30 let, da imava punčke, ki se tudi one bavijo. V tistem času se niso bavile z resnim športom, ampak s košarko pa za tenisom in me nekako sem v glavo hitro zamoteno, da sem ne trener, ampak sem se v vlogi starša, šoferja, navijača, me je zelo hitro potegnilo v to vlogo naprej, da nisem nekega preveč prostega časa, ker večinoma košarkašev, verjetno tudi ostalih športnikov, če so hoteli biti res dobri, bom rekel, smo mogli biti za ostale življenjske stvari zelo limitirani. Če se ti hočeš eni stvari čisto posvetiti. Ko pride do konca, dobra stvar je, če si vsaj končaš tako kariero, da si se skozi kariero, bom rekel, cel emotivno izpraznil, da nimaš nekih obžalovanj, da nisi mogel zaradi kakšne višje sile, zaradi kakšnih pripetij ali pa, ne daj Bože, poškodb, recimo končati, potem se je lažje sprijazniti, ampak ko pobrneš list, na srečo meni ni bilo, čeprav sem imel na igrišču, rečemo samo velik ego, ni mi bilo problem nobeno stvar delati s svojimi otroki ali pa sem se aktiviral z delom z mladimi, takoj od začetka nisem hotel trenirati neke evropske ali pa NBA ekipe, na koncu sem imel ta privilegij, da sem bil v štabu Jason Kidd, pa da sem skrbel, da sem delal z Lukom, ampak od začetka sem bil zelo vesel, da sem delal s fanti 14, 16, 17 let, s tem našim mlajšim reprezentancem, ko vidiš, da upijajo, ko gobati vsa ta tvoje neumnosti, znanja in jih prepoznaš v njihovi igri in ti toplo pri srcu. Tako da jaz sem na srečo imel, bom rekel, in družina in drugo animacijo, ki me je potegnila, je pa res, da vsi pričakujemo, da bomo eno tako stvar dobili, kot smo bili srčno, recimo ti v nogometu, jaz pa košarki, težko, da te katera stvar toliko zagrab lahko še. Dobro je, če te kakšna stvar zanima, da te kakšna stvar hobi, da ne misliš, da ko se luči ugasnejo, da boš še kar tako nošen v rokovicah in glavna zvezda prihajajo, kot je rekel Đorđe Balašević, neki novi klinci. Se pravi, hitro se luči ugasnejo in važno, da se najdeš, če lahko že malo prej pripraviš. Bi bilo pa zelo fino, če bi to bilo vse skupaj malo bolj povezano, ker moram reči, da zelo smo prepuščeni športniki svoji iznajdljivosti ali pa bom rekel ožje familije ali pa svoje
mentalne širine, kjer stvari se lahko poklopaš, zelo si prepuščen sam v sebi in če bi mu kakšno tako stvar, da bi te pomagali vključiti, recimo športnike, za mene najboljši kader, cel življenje je discipliniran, cel življenje je delovan, v kjermokoli fohu je nekako nepopisan list, ki dela timsko, se ne predaja, se pravi, če bi firme ali pa država ali pa kdorkoli to prepoznal, bi športnike lahko nekako vključili, recimo, nimamo, ne vem, noben noče nobene miloščine, da mi penzijo, meni to pripada ali pa ne pripada, ampak vsak hoče bi še naprej, sicer težko najde tako strast kot v športu, ampak tako pomemben del družbe, kjer bi lahko doprinesel, se razvijal, pa tudi delo, noben noče doma ležati. Nek smisel, nov smisel, da najdeš. Nov smisel, ja. Ja, zdaj, ki si rekel, si šel v te trenerske vode po karieri in na koncu se je pot pripeljala v NBA, postal si del štaba Dallas Mavericksov. Kakšna je bila tvoja vloga, kako si deloval tam, to me zanima? Tam je to zelo velika mašinerija. Nas pomočnikov je bilo 8-9, je pa res, da za 20 igralcev, je pa res, da ti superzvezdniki rabijo malo večji, bom rekel, malo bolj oseben servis, se pravi, ne more en pomočnik skrbeti za 10 trenerjev, skrbiš za enega, dva, ki jim pomagaš, pač ker so njihove potrebe. Pa res, da tudi v trenerskem štabu 8-9 trenerjev, vsak zadolžen za svojo stvar, en je za obrambo, en je za napad. Recimo mi bivši igralci smo bili za individualno delo, Shem God, ki je legenda ameriška driblinga, pa jaz pa Aaron Strong smo bili za individualno delo. Potem imaš v štabu take ljudi, ki v evropski košarki, ki nisi navajen, ker tam je tudi tak velik marketing, pa te pogodbe, se pravi, imaš tam tudi analitike, ki ti svoje verjetnostne račune prodajajo, tudi nekega majstra, ki je bil odličen v pokru, se pravi, se zgodbica prepleta kot kakšnemu podjetju in praktično ti zastopaš sam svojo stvar. Američani rečejo, da si star of your role, se pravi, za svoje se interesiraš in tukaj sem bil zelo vesel, da smo lahko za Anžeta Mačka, ki je odličen kondicijski, pa jaz, pa da smo lahko z Lukom delali in se čez njemu posvetili, kar je rabo in normalno. Mi smo že prijatelji prej iz reprezentance in tudi verjetno je to malo pomagalo, ker večinoma teh zvezdnikov ima tako svojo ekipo, tudi recimo Kyrie Irving pa LeBron James, ker je preveč spremenljiv od reprezentance do menjave klubov, da bi on se skozi prilagajal novemu kondicijskemu trenerju, novemu sistemu in nekako imajo vsi svojo ekipo zraven, tako da tukaj mi je bilo zanimivo delati. Najbolj se počutim pač na igrišču, pa v komunikaciji z igralcem. Zdaj je šlo to toliko naprej, da ti analitiki več na računalnikah delajo kot na samo igrišču. Tukaj nisem najbolj domač, sem prepustil njim, ampak je bila res lepa izkušnja. Tudi vmes gledati Luka, ki je igral 3 svoje najboljše sezone v vmesnem času, postal najboljši 34 pik, triple-double, skoraj povprečje na letni ravni, najboljši strelec NBA, svojo ekipo peljal do finala, pa zmeraj iz ljubosumnosti, ker ne more sprejeti, da je kdo prišel, on pa Jokić tako dominanten odzadaj, slaba frizura, taj pa debo, kaj še je, se pravi, ne morajo čez to, da je komu igra bolj, bom rekel, pisana na kožo kot njim, ki so jo izumili. Dajo spoštovanje, povejo, da si dober, ampak jih grize, skozi najdejo eno stvar, recimo, ki je Luka je obraz NBA, človek ima 34 pik povprečje, pele ekipo do finala, v istem letu je najboljši strelec na Okinavi svetovnega prvenstva, ti pa najdeš, da ima 2 kile preveč, pa ni to tekmovanje v bodybuildingu ali pa na 100 metrov, to je mentalna igra, to je nadigravanje, samo oni to ne priznajo. Vmes pa dajo obraz lige, recimo Edwards, ki je odličen igralec, 4 otroke s 4 ženskami v enem letu, je pa obraz lige. Ti imaš pa 2 kile preveč, pa si iz Evrope, pa nisi. in ne more se te stvari direktno povedati, ampak vidiš, da pa tudi take stvari, recimo, ki se potem navezujejo, on ni garač. Mi dva z Anžetom sva z njemu delala, nikoli nisem povedal, on je 5-6 ur na dan delal, to je vse posnet. On je 5-6 ur na dan delal fitness, delal košarko, on je čez 1000 metrov zadev na dan, recimo. Pa dobiš etiketo, recimo, da ne delaš dosti. Zato, ker ne ustrezaš njihovim standardom. Glede zato, ker ne ustrezata, sta toliko nad njihovemu dojemanju košarke, ki bom rekel, predvsem atletska, predvsem Jokić pa on, pa to dojemata kot del igre, kjer kljub svojim neverjetnim številkam najprej soigralce delata boljše.
to je njim čist nepopisljivo, ker praktično tisto, ko vrže 30 šutov, je egoist in recimo in je dober v njihovih očeh, ampak tudi če recimo pogledaš LeBron James, ko je bil on za najboljšega strelca vseh časov recimo proglašen. On je s tistim pokalom sam sredi igrišča stavil. Pa nam, ko Luka kakšno stvar doseže, pa polijo ga z vodo, tam ustrga majico, trije na njemu na hrbet skočijo, se pravi, pa tudi Jokić tudi recimo. Pri nam je dojevanje košarke ni to, bom rekel, svoj ego trip, ampak se daš v vlogo tega, da ekipi pomagaš in s tem, ker njim toliko pomagaš, tudi sam toliko izkočiš ven. Imamo čisto drugačno dojemanje kot vse metri, sekunde, recimo bom rekel, in to sta dve različne košarke, čeprav je isto število igralcev, pa ena žoga in jaz ne bi kle mediji to hitro, ja, to je boljš, to je slabš, to je kot da imaš Ferrarija pa Rolls-Royca. Evropa je stara šola, kle je taktika, je nadigravanje, je ekipa več pomembna, tam je pa pač kult tega zvezdnika več pomemben, zdaj lahko se med sabo skozi kdo ima prav, ampak v resnici sta dva različna svetova, isti šport. Potem vemo, v Dallasu je prišlo do tistega februarskega jutra oziroma noči, ko so Luko čez noč zatradali. Kako si takrat ti sprejel to novico, pač verjetno tudi, ne vem, verjetno nisi vedel, ker govorijo, da noben ni vedel, da je to mogoče samo en ali pa dva, kar je težko verjeti, da bi recimo tudi trenerja s tem presenetili, ampak okej, vse pustimo. Kako si ti iz prve roke doživljal to, glede na to, da si potem tudi čez čas zapustil ta štab in verjetno tudi ni bilo lahko za tebe čez noč, se je zadeva popolnoma obrnila čisto v drugo smer in kar naenkrat je tvoja vloga drugačna oziroma se nisi več videl tam? Z naše strani, se pravi Luka, pa Anže, pa jaz, mi smo še od 9. zvečer trenirali in on se je po poškodbi zelo dobro pripravljal in se je ravno vračal na igrišča. Mi res nismo vedeli, ampak toliko veliki posli, da tisti, ko so, da rečejo, da ne vejo, to je meni, to je tako, no, to je meni, jaz tem zgodbi sem ne verjamem, ampak kukarkola, ne, kle si Luko velika krivica naredila, kaj je on naredil in na igrišču in ob igrišču za Dallas. Najbolj me je bolelo to, ker se ga je predstavljalo v črni luči, da on ne trenira, on je garač, on je ekipo nosil na svojih plečih leta in leta. Pa če pogledaš iz drugega, bom rekel, zornega kota, ko je on prišel, je bila franšiza vredna 600 milijonov, zdaj na koncu je Koban prodal 80% franšize za 4 bilijone, ko on igra tam. Se pravi, je magnet, ne samo za Dallas, za celo zgodbo, ampak to je tako velika, v Ameriki je to ratala podobno kot nogomet, recimo Champions League, ko so te prestopi, ko so nam čisto normalnim, bom rekel, smrtnikom nejasni te milijonske številke, pa kaj pa ne počaka še 2 meseca, se pa bo pa prosti igralec, kakšna odškodnina, to je tudi nam nejasno, tako imajo tudi oni to finančno računico, v katero sem se nehal sekirati, me pa zmeram, čeprav vem, da je ta aspekt posla, pa da je bil nov lastnik, kjer pač oni drugače gledajo. Oni ne gledajo, da je super športen studio, oni bi rekli, parking hiša na 13 rope bi pa več nosil, da je tvoja oddaja, ti už pa zdaj osebnostno prizadet, ker si se tukaj osebnostno res čisto razdal, pa res vrhunsko oddaja naredil leta in leta, tako mi isto tam smo čisto košarkarsko gledali, nam je bilo to čisto nelogično, kakšne imajo pa, bom rekel, te lastniške strukture, svoje namene, pa jaz sem mu še dolgoročno pogodbo tam, jaz sem drugi dan poklical v klub, po moje sem jaz prvi v klubu, da sem dal odpoved, če daš odpoved, je normalno odpoved na tvojo škodo, ne dobiš nobene kompenzacije, ampak nekako v naših koncah, raje, da je finančno slabše skozi prideš, nekako prijateljstvo pa lojalnost, glede na to, da smo mi skupaj prišli, da če ne bi bilo Luka tudi Anžeta pa mene, ne bi dobili takih šans, mi to več pomembno, kot zadržati svojo službo pa dobro finančno situacijo, pa jaz se ne bi mogel več v ogledalo pogledati, da sem izdal recimo te komponente, ki pri nam štejejo v naših koncih, pri njih ne toliko. Sem imel bolj za čudaka. A te še vleče oziroma bi sprejel, če bi zdaj še enkrat dobil kakšno tako zadevo v taki obliki, bi šel še gor? Pod vsako ceno ne. Tudi to je bil magnet, ki sem delal, da sem imel šanso delati z Lukom, recimo sem tudi dosti drugih ponudb dobil iz ameriških koledžev, pa nisem hotel takoj skočiti, sem rekel, mi prav pa še zdaj malo svojo družino, ki je bila
ki je bila malo, bom rekel, ne zapostavljena, ampak ko si toliko v športu, ne moreš toliko časa preživljati z njim. Zdaj mi odgovarja, da imajo svojih hčerkicam, ki so tudi v tenisu, v košarki preživljam nekaj časa. Če se pa kdaj spet kakšna taka stvar odpre, pa tudi prej nisem vedel, da bom v NBA v trenerskih vodah končal, pa se je to čez noč odprlo, si pa zmeraj puščam odprta vrata, ker nekako to je bil moj vrhunc te poigralske kariere, da sem lahko bil v tem štabu, pa da smo igrali NBA finale, tako da zdaj je super, da sem malo doma. Ja, ker si rekel, da si doma s svojimi hčerkami, igrajo tenis, košarko, kakšne nasvete, pa vemo, da se verjetno ne vtikaš, kajti vemo, športniki drugače gledamo, ko je, ne vem, tvoj otrok na drugi strani, se ne vtikamo na ta način, ampak s kakšnimi nasveti se kdaj obrnejo konec koncev k tebi kot očetu, verjetno poznaš pritiske, poznaš, kako se s čem soočiti in se obrne kdaj za kakšen nasvet. Ja, se je kdaj obrnejo. Vsi mislijo, da si toliko časa v športu, da boš dal kar nek instant nasvet, pa da bo to kar zgodba uspehov, kjerkoli šport se pač ukvarjajo. Če imajo otroci radi, kjerkoli šport, jih podprite, da jih še naprej ta veselje, pa ta druženje, pa tudi, bom rekel, izoblikovanja karakterja, da jih drži, ker v športu so stvari dosti poštene. Nič ti ni podarjenega, za vsako stvar se moraš sam zboriti, dostikrat se tudi kakšna krivica naredi, ampak če greš čez to, se osebnostno razvijaš. Jaz sem na moje punce najbolj ponosen, ker ne samo zaradi, kdaj imajo vrhunske, kdaj imajo slabše rezultate, ampak v kakšne osebe so se razvile, da so najdle šport, tenis in košarko, ki je njihova strast, potujejo po svetu, garajo, govorijo 4-5 jezikov in še danes, čeprav kdaj težko, uživajo. In jaz jih tukaj podpiram, jaz tukaj ne pametujem trenerjem, kaj bi bilo po moje boljše, kaj ne bi bilo boljše, ampak neka ta naša družinska povezanost, ker smo v svoj prosti čas, vsa ta 6-7 let, ko smo rasle, preživljali skupaj, nas je tako povezala, da mi več pomeni, kot če bi kjerkoli luksuzno na Maldivih, na najboljši plaži preživel svoj čas. Prosti čas mi to veliko več pomeni, ko smo po nekih mokrih, majhnih balonih, teniških, ko mi kaplali za vrat, pa vidim tam malo, kako se bori. Tudi zdaj, tako sem ti prej rekel, mogoče ti najbolj, tudi očetovske, ne toliko, kje so igrale, kaj so dosegle, so mi neke te zgodbice, zdaj sem se jih spomnil tega balona, enkrat igrala, sicer ne v balonu, ampak v Čakovcu je bil dež, ona igrala, imela je očala, padala je po tleh, očala si je popravljala, stara je bila 12 let, starši so, ostali starši, ki niso toliko športni, en je bil še zraven mene, nek nogometaš bivši, so večinoma šli na suho, spet imamo vikend vnečen, klele, bomo šla ti vikend vnečen, tvoj otrok je najdel svoj šport, bori se, ne gremo. In midva sva s tem nogometašem sva skozi ostala pri igrišču, ne glede na to, pač podpiramo, ko se ne mešamo v njihove športe. In zdaj po dolgih letih, ko so se enkrat peljala v Italijo, kjer ona živi, že 6-7 let dela trenira v tej akademiji Piatti v Bordigheri. Čez 5-6 let je rekla meni, tati, ti pa nikoli ni šel. Ti bil pa skozi tam za mene. Evo, zdaj mi gre kurja pot, pa bolj mi gre zdaj na jok, recimo, kot vse stvari, ki je ona recimo usvojila. Se pravi, skozi šport smo se mi toliko povezali, da mi to več mi dal, kot vse to, recimo, neke bolane ambicije, pa zmage, pa gemi, pa seti, pa točke. Tako da podprite, če imajo radi otroci, važno pa, da podprete drive, ga imajo radi. Če se kdo z veseljem ukvarja s košarko, naj se z veseljem, ne ga forsira, da bo nov Messi, ker ga boš uničil. Enkrat pa vidiš, da je zelo zagnan, ga pa tudi podprite, pač, kakor rabijo. Ful lepo si to povedal. Gre počasi proti koncu. Kako bi si ti želel, da se ti ljudje zapomnijo? Imaš kakšno, po čem misliš, da se ti bojo zapomnili? Milko, ki je govoril o traparije, ki se smejo, ki je rad veliki jedo, ki je dobrega spil. Sem zapomnil, ko nasmejanega dobrega človeka, košarkaša tudi. Lepa, evo, se s tem bo tudi zaključila, tako da res ful hvala, da si se takole odzval na tole vabilo. Jaz upam, da sem te pričaral malo spominov iz 90-ih, tako da jaz upam, želim ti vse dobro, da boš tak oče zgled vsem še naprej in da kdaj se še kaj vidva in spijeva kakšnega. Hvala ti, zelo si se potrudil. Mi smo šel hitro mimo, to je 40 minut, smo se razpričali, pismo.
Ne samo kot izjemni igralec, pa tudi kot krasen človek. In danes, kot vem, je tudi krasen družinski oče in vse skupaj je prav ena pravlična karijera Marka Miliča. Stroška nagajivost, on je bil hudomušen in jaz sem to dobro sprejel. On je tudi opravljal tudi težka dela, tudi zaščitil soigralcev v konfliktnih situacijah. Mislim, da je bil na vseh teh poljih briljant. Edini kar problem so bile stalno kile, jasno. On pa Tušek sta bila tista, ki sta pojedla vsako 100 palačink.